lastnik najlepših brkov v slovenski televizijski krajini, Jože Robežnik. Hvala, Jure. Dobrodošel. Hvala, da si se odzval našem vabilu. Z veseljem. Najprej bi se mu rad povedal, da to ne gre za intervju, kjer bi velecar hvalil carja. Gre za resen intervju, kjer je zaželeno, da se gledalkam in gledalcem odpreš in poveš stvari, ki jih o tebi bodi si še niso slišali, ali pa jih nisi povedal že v nešteto intervjujih, ki si jih že imel. Prosti, pa je pa nesporazum tole, ker nevročen nisem ponavljam stare fore. Zdaj si tu. Zdaj si nekaj novega. Okay. Karkoli ti je bilo rečeno, pozabi. Pozabim, ok. Dejme, že takoj na začetku razčisti. Tukaj si, ker Bernarda ni imela časa, samo nocoj ima 43 pridobitev. Ja. Zdaj je na 12. Z veseljem sem izkočil na mest nje. Ok. Vsaka drobtinica z njene mize je zame hlebec. Ljudje z brki. Ja. Hitler, Stalin, A tja bo šel. Chaplin, Jože Robežnik, Albert Einstein. Einstein. Ja. Kaj skrivaš Neko znanje, misliš? z brki? Se mi zdi, da mogoče skrivam, ko se pobrijem, opazim, da imam, da je mal, da ni tako živa zgornja ustnica in da s tem skrivam, nič ne skrivam. Brke imam zato, ker se mi zdi, da sem še lepši z njimi, še bolj privlačen. Intelektualen. Tako, ja. Pač jaz ne pišem knjig, imam pa brke. Okay. Ne. A je bila katera točka v tvoji karieri, ki si rekel, s temi brki bi pa lahko začel porno kariero? Ker, bodimo iskreni, Joco Hud Bile so točke. je porno ime. To je de se ti facto zdi? Ja. Ja? To se mi zdi... Ja, to je to. Ja. Ja, če ti to upraviš in vem, da si ti strokovnjak za te stvari, dobro poznaš to krajino, če ti to praviš, pol mora držati. Kater moški ne pozna porno krajine? Močen argument, ja, je res. Sam ni v tej moderni krajini ni toliko brkov noter. Bolj starejši. Ja, starejših. A ti, kjer obdobje Retro, vintage stvari se vračajo. se vrača, se pravi, misliš, da je že okrog. Ja, mislim, seveda, sem pomislil na to, ampak žal sem rekel, da bom ustal v tej neporno. Zdaj, če se dotaknemo malo zasebnega življenja. Ja. Poročil si se v New Yorku. Res je. Je res? Res. Katerega leta je to bilo? To je bilo 2015, po mojem. 2015. Okay. Se pravi, še ni 10 let. Ne, ni še 10 let. Ni še 10 let. Ne. New York, zakaj New York? Slovenija ni dosti dobra. Ne, ne, absolutno. Veš kaj, Bled. če bi Ljubljana, v Sloveniji mogel Zemono, Terme Zreče. poroko, bi moral povabiti recimo tudi ljudi iz zabavne industrije. Okay. Te mislim tudi tebe. Jaz sem kralj zabavne industrije. Si kralj zabavne. To se ni treba To je omenjati. res, to se strinjam. In tukaj se strinjam s tabo. Ne, enostavno zato, ker sva šla v New York in se mi je zdel zanimiv, New York mi je neka taka, nek simbol, kaj pa vem, entertainmenta tudi, ker veliko stvari, ki sem jih jaz skozi filme, serije in televizijo zaužil, je New York. In pač zato se mi je zdelo zanimivo, da se tam zgodi. Hkrati sem človek, ki mi nikoli ni bilo prav pretiran prijetno na porokah. Ne vem, a hodiš ti po porokah? A si bil že, tako kot gost, ne, da priješ ti, zdaj bom pa Mr. Bean za presenečenje za nevesto. Ampak tako, da si prav gost. V bistvu jaz pridem kot gost in rečem, da bom pa Mr. Bean. Si bil to? Se pravi, meni ponovadi ni neki, kako je bilo nora. Zmeraj je bilo malo, kaj naroden, tretji. In pa sem rekel, jaz, če bi imel poroko, bi rad imel tako bolj na izi in je bilo presenečenje za žena in pač ne vem. New York si opelo in si rekel, zdaj sem pa poročila. Presenečenje. In kaj reče? Rekla je, a bi se poročila najprej? Ja, in vsega, ampak bi se tukaj poročila, v New Yorku. Rekla, ne, to pa ne. A tam si zasnubil? Ja, tam sem zasnubil. Opiši izraz na njenem obrazu. Ni mi všeč prstan
in druga stvar, ni bilo všeč. Prvo kot prvo, jaz sem prek Google Mapsov naštudiral, kakšna bo, se pravi, kako se reče, skyline. Čist na južnem delu tega Manhattna, s pogledom proti tam New Jerseyju, res lepo je, da se to naštudirati. In čutila je, da nekaj ni, ker sem bil malo nervozen. V glavnem, prsten ni bil všeč in ni bila ta všeč ideja, da se tam poročiva. Ampak gled. Jaz tisem na zobe. Ja, tako. Ne prvič. Ne zadnjič. Daš pa ti, Godler, da se boš pa ti poročil. Jaz pripadam vsem. Ti pripadaš vsem in se ne boš nikoli poročil. Jaz pripadam slovenskemu narodu. Slovenskemu narodu? Ne morem biti parcialen, ne morem pripadati eni ženski. Ti misliš, da če pripadaš eni ženski, da pol ne pripadaš narodu? Absolutno, zato ker te ženska ne pusti. Da bi pripadal, da te ima narod. Velikih je probal. Aha. In velikim je bilo žal. Dajmo nadaljevati. Da boš ti kandidiral za predsednika. Jože, je YouTube kanal tvoje zatočišče, če se ti kolapsira televizijska kariera? Ja. Tvoj plan B. Moj plan B. Sigurno je tudi plan B, je pa, veš kaj, na televiziji se mi zdi, da imam starejše gledalce. Na YouTubeu pa dobim tudi, recimo, da toliko stare, kot sem jaz, pa mlajše. Kar se mi zdi, rad bi naslavljal različno stare ljudi, ne bi samo proti enim. Zdi se, da televizija pa predvsem malo višji gor, se pravi, recimo na tržnici me ogovarjajo predvsem starejše gospe. In grabijo za rit. A veš, da to se mi pa ne dogaja, to se te pa skozi dogaja, praviš? Skozi stavko. In kje se nastavaš to? Ti se nek tam postaviš, kaj je, ne vem. Primte me. Jaz pripadam vam. A to imaš nariti napis? Last slovenskega naroda. Stvar. Sem to je dober tatu za narite. Last slovenskega naroda. Bi dal sem zraven samo slovenski grb, ali tudi zastavo? Samo grb. Sem grb. Zastave se spreminjajo. Stvar. Najbolj popularen koncept tvojega YouTube udejstvovanja. Ja. Zdaj, roko na srce, ogromno lušnih punc imaš na stvari. Ja. A si opazil? Sem opazil. Si opazil, da sem malo spremenil, malo sem šel stran od teh dolgo me že nisi povabil. Ja. Povej mi, a si kdaj povabil katero punco zato, ki ti je bila všeč in ne toliko zaradi tega, da bi izvedel, kateri krofi so ji bolj všeč, pa kateri burek je bolj všeč. Ja, meni zdi, da se dostakrat se mi to zgodi, po mojem. Da priznam, da izkoristim to za, hej, a bi ti prišla, ampak potem pa in čist praktično nikoli me ta prvi vzgib me ne zapelje v napačno ulico, vedno so odlične sogovornice, ne boš verjel. Moraš probati se kdaj pogovarjati z puncami, ki jih govoriš. Dejansko na način, kot da te zanima. Vsak casting couch se mora nekje začeti. Groza! A si ti... Daleč. A si kdaj kjeri pokazal svojo stvar? Pod pretvezo, dajva nest. Dajva nest. Test. Ti si nor. Dajva narediti test, kakšen test bi pa ti naredil. Dajva narediti. Videl, če si ti... Test banan z zavizanimi očmi. Kjer kreten, stari. Zdaj pa še tole. Ne, ti si srednješolc. Ti si srednješolc skrit v telesu odraslega človeka. Jože, preden... Osnovnošolc, prosti. Preden si zamenil kariero za televizijsko in za medijsko, si delal kje? Slišal sem ene zanimive zgodbe, da si bil upravljalec, stečajni upravitelj. Ne, nisem bil stečajni upravitelj, slabo. Kdo ti to dela? Ne, mislim, da si mi ti razlagal. Si ChatGPT vprašal. Mislim, da si mi ti razlagal. Ne, nisem stečajni, kot... Veš kaj, upravljali smo, to je sklad zasebnega kapitala. Sklad zasebnega kapitala? Private equity v angleščini. Ok, ampak to je bil šiht, ki si ga pustil. Ja, to je res. Si ga pa te zanima v zvezi s tem? A te je šef nadlegoval? Si delal v Excelu, pa je prišel zraven, pa je vamp prslonil na to, da nisem mogel. Šef je bil kar fit, tako da... Ne, ni bilo to. V čem je bil? V čem je problem? Ja, zakaj sem šel stran od dobre službe
v to. Obstajajo rahle spremembe kariere, kot so, recimo, jaz sem pa asistent režije, potem sem pa snemalec, sem pa asistent kamere, pa postanem režiser. So pa drastične spremembe kariere, kot sem Serpentinšek in sem predsednik vlade in sem upravljalec zasebnih skladov in sem televizijska zvezda. Ta premik, ta vzgib me zanima. Zakaj sem šel to? Hodil sem več, premalo pozornosti. Premalo pozornosti. Je šlo za pisarniško delo. Ja, pa je bilo šlo kar za terensko delo. V resnici sem recimo hodil največ sem hodil v Bolgarijo, ker smo imeli naložbe in sem tam pač se z direktorjem sestankoval. Recimo bil je primer štrajk, si prinesel odpovedi in sem bil jaz tam nek ta predstavnik kapitalistov, ki je rekel, ja prav, hvala lepa, adijo. To može izrihtati. Tako da ni bilo čisto samo pisarniško delo, v resnici sem kar nekaj okrog hodil. Ok, se pravi, si šel iz pisarniškega dela, kjer si dobil premalo pozornosti v Bernardo Žaru. Mislim, z Bernardo Žaru. Kako je delati z njo? Čudovito. Ona je pač najboljši možen sodelavec. Super je. Ona je pa res, mislim, ne vem, najdlje delam, karkoli delam z njo. Se pravi, mislim, da je 9. ali 8. leto, se ne vem niti točno. Mislim, da sva istočasno začela. Res je, 2016, ne? 2015 smo. 2015 že. A vi pa 2016. Ne, isto sva začela. Isto leto začela. No, toliko časa, kot ti sam delaš, sem jaz z njo. Ja. Ok. Šport. Aktiven človek si, kolesariš, se sprehajaš, si pohodnik, lahko rečemo. Se sprehajaš. A to je bil kot aktiven človek si, se sprehajaš. Ogromno ljudi se ne sprehaja. Ogromno ljudi so doma, delajo samo vaje z lastno težo. Aha, ti delaš z lastno težo. Kaj te zanima? Zanima me, če je šport... Kubojačev. Ne, zanima me, če je šport tvoj pobeg od realnosti. Pred družino. Ne, bi kdaj kar tekel naprej, pa se ne ustavil. Veš, da me to veliko ljudi vpraša, vsakič, če sem tekel, kolesaril, karkoli, Jože je doma, vse je v redu. To vprašam. Jaz mislim, da če si vzameš 1 urco na dan za rekreacijo, to še ni znak, da boš znoro. Prej je to, da ne boš znoro. Da ne boš znoro. Ja, mislim. Načeloma imaš rajš družino. Če se zaključiva, imaš občutek, da si v življenju kaj zamudil, kaj obžaluješ? Absolutno. Ogromno stvari sem zamudil. Veliko stvari sem zamudil. Nekako bom mogel to s terapevtko ful delava na tem, da bi pač pustil te stvari. Hodiš na terapijo? Tudi, ja. Ti ne? Še? Jaz sem terapija. Ti si terapija. Ja, to je super. Sej to je zdaj modern. Se pravi, da napišeš knjigo o tem, kako si se osvobodil. Vstal kot Feniks. Tako, vstal kot Feniks in narediš nek self-help book. In to je knjiga, ki jo mogoče pa vsem čakamo od tebe. Mogoče, bo? Pride. Kaj pa bo, kako bo naslov? Jaz. Sem to, jaz. Dober. Jože, hvala, da si bil današnji gost. Da si bil naš prvi gost v rubriki Vis-a-vis. Upam, da ste se veliko naučili. Ravno to sem hotel reči, da sem prepričan, da so se gledalke in gledalci danes ogromno naučili. Ne, sem mislil veliko, kaj moramo drugače narediti. Ne, se šal tega všče. Hvala, Jože. Hvala tebi, Jure, ki si me povabil. Nisem ti nikoli povedal, najbrž, ampak moj najljubši gost v Stvari si. Resno? Ja. Najlepša hvala. Ja. To je bilo vse v rubriki Vis-a-vis, se vrnemo takoj po oglasih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.